Pozdravljeni! Pred nami je uvodni prispevek k veliki nagradi Velike Britanije v sezoni 2022. Kot običajno si bomo skupaj pogledali vse tiste zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Tudi tokrat bomo v uvodnem prispevku si najprej ogledali veliko nagrado iz preteklosti. Nato bomo našo pozornost usmerili k lastnostim proge v Silverstonu in seveda na koncu še nekaj trenutkov uporabili za samo vremensko napoved. Danes začenjamo z veliko nagrado Velike Britanije iz leta 1990. In vkolikor si pogledamo tisti uradni letak te dirke, bomo takoj ugotovili, kdo je bil favorit med navdušenci, predvsem navijači in organizatorji same dirke. Nigel Mansell, tisti voznik, ki je bil priljubljen tako med britansko publiko, kot tudi med navijači Scuderie Ferrari. Namreč v prejšnji sezoni je Nigel Mansell presenetil vse že na prvi dirki, ko je imel možnost voziti legendarnega Ferrarija 640. Tista zmaga na veliki nagradi Brazilije mu je nekako prislužila izjemno laskav nadimek. Italijanski navijači so ga začeli klicati Il Leone ali Lev. Lahko bi rekli tudi levje srčni, kajti Nigel Mansell je bil zmeraj pogumen, da kdaj pa kdaj celo preveč. A v sezoni 1990 zadeve niso šle po načrtih oziroma po zamislih Nigela Mansella. Po koncu prejšnje sezone si je nekako izboril status prvega voznika, ampak v sezoni 1990 ni imel poleg sebe Gerharda Bergerja, več Alaina Prosta, ki je pa bil takrat svetovni prvak in na svojem Ferrariju imel številko 1. V takratnih pravilih je imel Nigel Mansell številko 2. Tak je bil tudi njegov status v ekipi. Po veliki nagradi Francije se je zgodil tisti dokončni zlom med Mansellom in Scuderijo. Na zahtevo Alaina Prosta, vsaj tako pravi urbana legenda, so mehaniki Scuderije zamenjali šasiji obeh voznikov. Morda ste zasledili, da tudi v današnjem času, kolikor se zgodi kaj takega, vozniki niso zadovoljni. In legenda še trdi, da so to napravili za hrbtom Nigela Mansella. Čeprav lahko slišimo tudi rahlo drugačne variante. Namreč ena izmed drugačnih interpretacij pravi, da pri Scuderii Ferrari so le zamenjali tablici na šasijah in v resnici niso zamenjali šasij. Prav zgodba je bolj malo verjetna. Nigel Mansell je tik pred domačo dirko odkril, da v sezoni 1990 je obsojen na vlogo drugega voznika in to mu ni bilo všeč. Kot znak upora je na kvalifikacijah dal vse od sebe in to je pomenilo najboljši štartni položaj. Njegov kvalifikacijski krog je bil nekaj, kar še danes sodi v najboljše kroge na progi v Silverstonu. Samo tako kot primer od Ayrtona Senne, ki je bil drugi na štartnem razporedu, je bil Mansell hitrejši za pol sekunde. In že to vam da nek občutek, kako divja je bila njegova vožnja. Alainu Prostu seveda to ni bilo pogodu, ampak kot ste lahko razumeli, Nigel Mansell se je začel brigati le zase. Na štartu je Ayrton Senna sicer prehitel, ampak Mansell, zvest svojemu nadimku, se ni predal.
boril se je in prišel v vodstvo. In oba Ferrarija sta se nekako pognala proti dvojni zmagi. Sicer tokrat je bil bolid številko 2 pred onim številko 1. Kar naenkrat v drugi polovici dirke je Nigel Mansell začel imeti težave z menjalnikom in v 55. krogu je odstopil. To je pomenilo, da je imel Alain Prost odprta vrata proti tukaj enostavni zmagi. In takoj za njim je čez cilj prišel Thierry Boutsen z Williamsom, na tretjem mestu pa Ayrton Senna. Nigel Mansell je takoj po svojem odstopu odšel do publike in še se spomnim posnetkov, kako je zagnal rokavici in pod kapo med trumo navijačev. Takoj po sami dirki je sledilo presenečenje. Nigel Mansell je takrat izjavil, da bo po koncu sezone 1990 prenehal s Formulo 1. Bil je potrd, razočaran, a vsi mi vemo, da se zgodovina ni odvila tako. Namreč do njega je pristopil Frank Williams, mu ponudil pogodbo, Nigel jo je sprejel in v sezoni 1992 postal svetovni prvak. Nato je odšel v Združene države Amerike, kjer je postal prvak serije Hart, se vrnil leta 1994 prav v Williams in leta 1995 se je poskušal tudi z McLarenom, prav tukaj neuspešno. A vidimo lahko, kako se je tu leta 1990 spremenil tisti odnos med voznikom in ekipo. In prav to moramo imeti v mislih, ko vidimo kakšne spremembe pri takšnih ali drugačnih ekipah, ko se ta notranja ravnotežja porušijo. Še kot zanimivost, dirka za veliko nagrado Velike Britanije leta 1990 je bila zadnja dirka na tako imenovanem klasičnem Silverstonu. Nato so jo predelali, naredili malček bolj varno, ampak tisti kvalifikacijski krog Nigela Mansella danes na tisti progi velja za enega izmed najbolj divjih. Poglejmo si, kakšne so lastnosti proge v Silverstonu. Kot običajno si bomo pomagali s tabelo, ki jo pripravlja Pirelli. Tu lahko vidimo tiste vrednosti, kjer bi rad vašo pozornost najprej usmeril v tiste bočne sile in stres, kateremu so podvržene pneumatike. Vidimo največjo možno vrednost. Interpretacija teh dveh številk nam pove, da v Silverstonu je ogromno hitrih ovinkov, kjer se bolid dobesedno prisloni na pneumatike. In seveda tu je znano dejstvo, ampak tu dobimo potrditev strani številk. Kolikor pogledamo ostale vrednosti, bomo videli, da se te gibljajo okrog povprečja. 3, morda 2, morda 4, ampak smo tam približno na sredini. In kot je seveda logično, je tu primeren tisti najtrši izbor pneumatik. Rad bi vašo pozornost usmeril tudi k najnižjem predpisanem tlaku. Vidimo, da je vrednost izjemno visoka v primerjavi s tistim, kar smo videli na drugih dirkah. In tu bi vas rad spomnil, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Velike Britanije leta 2020. Namreč zaradi prekratkega prvega stinta smo videli, da mnogi vozniki so imeli na koncu težave. O tem bomo malce bolj podrobno govorili v zadnjem briefingu, ko bom podal svoje videnje strategij. Ampak zaradi tega stresa, kateremu so podvržene pneumatike, je tu res potrebno imeti visoki tlak. Razlika med prednjo in zadnjo osjo je pa tam v tistih mejah, katere so nas navadili v letošnji sezoni z novimi 18-palčnimi platišči na bolidih Formule 1. Seveda, tu imamo progo, kjer vsak izmed 18 ovinkov ima
svoje posebno ime in svoje legende. Sedaj vas ne bi rad dolgočasil s takimi zgodbami, ampak kolikor koga izmed vas zanima, kaj vse se skriva za temi imeni, sem pred časom napravil poseben prispevek. Bližnjico do njega, kot običajno, vidite v samem opisu. Tokrat je treba poudariti, da kot običajno imamo dve območji DRS-a, na Hangar in Wellington Streitu. In seveda tu bomo spremljali tiste najbolj hude boje za seveda prevlado na veliki nagradi Velike Britanije. Menim tokrat, da imamo poleg ostalega še izjemno zanimivo vremensko napoved. Namreč v petek bomo videli, da bo sonce zakrito z nekaj oblaki, ampak vremenska napoved pravi, da bomo imeli okrog 45% možnost ploh med samimi prostimi treningi. In temperatura zraka bo dosegla lahko 19 stopinj Celzija. Ampak to za Veliko Britanijo ni nič neobičajnega. Imeli bomo tudi veter. Ta bo lahko dosegel usunke do 10 metrov na sekundo, kar zna biti ključno. Situacija se bo malce poslabšala v soboto. Vreme bo oblačno in možnost ploh tam okrog 65%. Temperatura bo še za stopinjo nižja, okrog 18 stopinj Celzija, in sunki vetra bodo zopet maksimalno do 10 metrov na sekundo. Kar se tiče pa nedelje, se bo situacija izboljšala. Oblaki bodo lahko malček zakrivali sonce, ampak možnost dežja je izjemno nizka, temperatura bo narasla na 20 stopinj Celzija in veter se bo umiril. Torej, lahko vidimo, da bomo imeli prav vsak dan aktivnosti na progi v Silverstonu tako drugačne vremenske pogoje, kar bo še dodatno nekako premešalo razmerje sil na sami progi. Preden zaključimo, še obvestilo. Tokrat bom vključen v prenose vseh serij, ki se bodo odvivale na kanalih Sport kluba. Ena Formuli 2, Formuli 3, Ford Supercupa in še bi lahko našteval. Zato bodo predvsem prispevek pred kvalifikacijami in zadnji briefing objavljeni nekoliko kasneje. V soboto bom še bistveno bolj pozen kot običajno, zato bi vas prosil za malce potrpljenja, ukolikor prispevek ne bo pripravljen takrat, kot ste navajeni, ampak upam, da bo v poznih sobotnih urah. Nedeljo po sami dirki pa seveda običajen komentar. A to je seveda zadeva, o kateri se bomo pogovarjali naslednjič. Uvodnega prispevka bo pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost. Seveda nasvidenje.